so vrata vedno odprta za katerekoli goste, tako domače kot tuje, in ne samo takrat, kadar so dnevi odprtih vrat. Do sedaj je bila domačija Paternoster prepoznana bolj po serih, ko pa smo naredili še kamp za goste, za avtodome, pa smo želeli, da te gostje naši ostanejo malo dlje tukaj, in tako smo letos na novo naredili čebelnjak, pravi slovenski čebelnjak, kjer se bo izvajala tudi apiterapija. Ne bo to samo za pridobivanje medu čebele, ampak bodo lahko naši gostje vdihovali ta aerosol iz panjev. Potem za šipo lahko si ogledajo, kako dopoldan prinašajo cvetni prah, brez da bi se bali, da ga kateri dobi čebelji pik. Začeli pa bomo tudi z medeno masažo, ki je zelo blagodejna za naš organizem in za kožo. No, pa čebelarstvo ni edina zadeva, s katero se ukvarjate. Ukvarjate se še s sirarstvom, in to je neko posebnim sirarstvom, ne? Ja, sire smo prej tudi druge delali, ampak zdaj smo pa ohranili sire za žar. Lahko se tudi samo jih je, tako samostojno, lahko jih dodate v solate, to je mlad sir, je pa dober za piknike, na žaru ali pa za nabodala. No, pa prej, ko so se pogovarjala o čebelarstvu, ne, vi imate različne vrste medu, ne? Ja, čebele vozimo tudi na pašo. Zdaj prva točna je bil gozdni med, smo imeli na gozdni paši, to je bila smreka in javor. Trenutno so na kostanjevi paši, ki pričakujemo tudi, da bo kar obilna, vsaj tako kaže. In potem mogoče še, da na Notranjskem zamedi hoja in bomo prepeljali še tja, tako da računamo, da bo nekaj. Računamo pa tudi letos na naše sončnice. Čebelarska zveza je letos zelo propagirala za sajenje sončnic in bomo videli, če bojo naše sončnice dale tudi med sončnični, ki še ni tako poznan, in tudi cvetni prah bomo pobirali od sončnic, pa vabljeni. No, ampak še nekaj moramo povedati. Ta čebelnjak na običajni čebelnjak, ne? Boste še nekaj dogradili, notri bo možno prespati in tako naprej, ne? Ja, v prvem delu je čebelnjak, to je za čebele, in na vrhu gor sta tudi dva ležišča nad panji, kjer lahko tudi prenočite. Poleg je soba, kjer se bo izvajala masaža, in slednja soba bo za prenočitev. Ta prenočitev je nekaj posebnega, ne? Sploh tukaj nad panji ima zelo dober vonj, ker čebele čez noč ventilirajo, oddajajo vlago iz sadja, in to je zelo prijeten vonj v čebelnjaku. In verjetno tudi dobro deluje na naše počutje, ne? Dobro, sproščujoče. In recimo, kater med pa vi pravzaprav, ki ga lahko se pri vas tudi kupi, a ne, priporočate recimo sedaj? Sedaj imamo na voljo tega gozdnega, ki smo ga točili, bo pa še kostanjev, računamo na to, ta je pa tudi malo pogreni, to je edini med, kateri je grenkega okusa. To se pri vas lahko kupi? Ja, vedno imamo nekaj na zalogi, sigurno. Lahko pridemo k vam? Kadarkoli, vedno dobrodošli. Hvala lepa.